Zadnjič me so vprašali, zakaj sem vedno dobrovolja. Kratka zgodbica. En človek je hodil in govoril vedno, da vse njemu slabo in to je slabo in to je slabo in to je slabo. Bog poslušal in pravi, ne veš, kak je to slabo. In naredil še slabše. Drugi pa hodil, kak je dobro, hvala Bogu za vse in to je dobro in to je dobro in to je dobro. Bog je poslušal in pravi, ne veš, kak je to dobro. In naredil še boljše. Torej, za vsak slučaj vedno govorim, da vse dobro, hvala Bogu za vse, ker mogoče samo ta trenutek on me posluša. Nikoli ne vemo kaj, ampak še imam drugo zgodbo. En človek je bil na tržnici in hodil, vidi, prodajajo slona. En govori, prodajam slona, taki dober slon, super slon, pa uživaš, pa kak je velik, pa kak je lep. Tisti je kupil slona, čez en teden se dobivata slučajno, en gre tisti s slonom, ni zadovoljen, ni srečen, pravi, zakaj si mi prodal tistega slona? Sere veliko, je preveliko, nobenega, nič od njega nimam. Tisti mu pravi, s takim razpoloženjem slona ne boš mogel prodati. Torej, mi moramo bolj pogosto, ker to je easy peasy, zelo preprosto biti samo ni zadovoljen, vse je slabo. Ampak to je res del modrosti in res težka, ampak dobra stvar biti bolj hvaležnim v različnih življenjskih situacijah. Videti dobre stvari v različnih življenjskih situacijah, tudi če dogaja kako sranje. Zato je pomembno postati takim človekom, kateri bo vedno notri v sebi akumuliral tisto dobro hvaležno energijo. In verjamete mi, ker če vedno zahvalite Bogu za vse, Bogu, vesolju, vse, nekako bi rekli, potem pa dobivate nekaj več energije, da res vse je dobro in postane še boljše, ker mogoče tisti trenutek Bog vas posluša.